Sedaj pa vabim gospo Urško Vahtar, da se mi pridruži na odru. Darjan bo poskrbel, da se bo njena sodelavka, docent dr. Tatjana Dragovič Andersen iz Glota Nove pokazala pri nas gor na zaslonu, ker jo imamo danes žal nadaljavo. In pa vajin prispevek Timski flow. To pa mislim, da bo potem tudi več vprašanj. Hvala. Hvala, gospa Sanda. Imamo... Prvo preverimo, se slišimo? Slišimo. Super. Jaz slišim vse, kaj pa vi mene, vsi v občinstvu? Seveda. Super. Evo. Potem lep pozdrav iz Danske. Bomo še malo razširili, tako da boste Tatjano malo bolje videli. Samo mečkan. Takole dal ob stran. Dajmo tako. Je vse okej? S tem, da boste še mene dvojno videli. Skratka. Kako? Speaker, ja, bomo dali. Ste videli. Evo, še malček. Evo. Če daš na speaker view. Sem dala, evo. Super. Evo, lep dober dan, lepo pozdravljeni. Jaz na tem mestu, kolegica Tatjana Dragovič Andersen pa v svoji danski, takole pozdravlja iz danskega gozda. Točno tako iz danskega gozda maham, ja. Takole. In skupaj bova predstavljala temo Timski flow, kot je že kolegica gospodarja predstavlja, se pravi, kako pomembno je, da skrbimo tudi zase, ne samo, ko večkrat naš fokus zaide na udeležence, da seveda tudi poskrbimo zase in kako pomembno je to. In mi bova danes predstavljali skozi lastno prakso, skozi tisto, kar res udejanjamo v našem timu, širše in seveda tudi v ožjem trenerskem timu, kako dejansko to v praksi izgleda. Tu že vidite naš širši tim Glota Nove, to na nek način je del tega tima, z našo ustanoviteljico, gospo Jelico Pegan-Štemberger na čelu, tako da ji tudi jaz maham v občinstvo in tudi v podporo. Danes je tukaj vodja izobraževanja, gospa oziroma kolegica Danica Šprah, ki tudi takole maham, tudi jaz iz tega dela. Tako da to je naš širši tim Glota Nove. Seveda, mi radi rečemo, in to je tudi na nek način že v sami ustanovitvi, no, jaz sem nekoliko kasneje prišla, in se vse skozi neguje tako imenovano idejo hrama znanja. In to na nek način strmimo k temu, da to tudi udejanjamo pri sebi in seveda tudi na udeležence, da se projicira. In potem je tukaj še, bomo rekla to, kar bo pa mi danes nagovarjali, se pravi, kako ta timski flow v ožjem smislu za trenerski tim Glota Nove deluje. Smo pa tele 4 in sicer z leve prepoznate Tatjana. Tukaj na sredini je Urška. Bernarda bo pomahala iz občinstva, ki je tudi v to podporo danes. In Karmen je z nami samo v mislih, ker trenutno nekje v predavalnici ustvarja idealne pogoje za izobraževanje odraslih kot predavateljica. Tako da to smo mi 4, kako mi 4 dejansko prakticiramo ta naš timski flow, tudi seveda ena tujka, ki jo lahko tudi prevedemo v zanos, ki je bila prevedena. Zdaj na kratko, čisto res na kratko, en tak teoretičen ozadje oziroma kaj pomeni flow, kot ga tudi mi razumemo oziroma preko ustanovitelj oziroma preko tistega, ki je opredelil. In sicer izraz flow je leta 1990 preko, se pravi, po dolgoletnih raziskavah optimalne izkušnje posameznika in seveda skupine opredelil psiholog Mihajli Csikszentmihalyi. Verjetno ste to o tem že slišali. Skratka, opredelil pa je vse te raziskave na področju vodenja, timskega sodelovanja, komunikacije, motivacije in seveda gre za tako imenovano področje psihologije vrhunskega delovanja posameznika. In to na nek način mi, da bi danes rade vam predstavljali, kako pa mi
ne samo, da seveda v delavnicah oziroma izobraževanjih to udejanjamo oziroma učimo druge in tudi seveda demonstriramo, kako pa mi to same živimo, ker veste, da je pretok, se pravi znanja, bom rekla tudi, da mi smo taki, seveda se to pretaka na udeležence. In v tem mestu vprašanje, ja, kako pa pridemo mi v flow? In da se naveževa malo na gospod Darjo pred nami, hvala gospod Darja za tako simpatično predstavitev, ki nekako opozarja, da treba poskrbeti zase. Csikszentmihalyi je tudi govoril, da je treba poskrbeti za pravo ravnovesje med občutkom varnosti in sposobnosti in zahtev in izzivov, ki jih imamo v življenju, poslovnem ali v zasebnem. In če bi kot izobraževalci odraslih dovolili, da smo zelo sposobni in da nam že postane preveč, po domače povedano, komot, lahko pridemo v dolgočasno rutino. Če kot izobraževalci odraslih pa si pridajamo in zadajamo sami preveč izzivov in zahtev, lahko pridemo v stresno stanje. Gospod Csikszentmihalyi pa nagovarja, da je dobro, da poskrbimo prvo sami zase, da imamo dovolj občutka varnosti in gradimo svoje sposobnosti kot izobraževalci odraslih in hkrati dovolj izzivov, da rastemo in se razvijamo. In ko smo v flow, smo v najbolj psihofizičnem stanju in zdravju in tudi hkrati najbolj učinkoviti. In kako zdaj se počutimo, ko smo v tem flowu? In kako lahko to sami naredimo, ali kot je pa tema naše predstavitve, kako si lahko pomagamo, da pridemo v to stanje, da bi se počutili zelo predano in osredotočeno. In da točno vemo, na kaj se želimo fokusirati in to dosegati. Da imamo znotraj sebe notranjo to jasnost in mirnost. Se pravi, ko smo v flowu, se čutimo mirne in naš fokus je jasen. In da imamo notranjo motivacijo, da samo dejanje, ki ga počnemo, nas motivira in da smo potem v tem najbolj psihofizičnem zdravju in stanju in seveda učinkoviti. In med delavnico, zato da smo zdravi, prodorni, prožni, v našem trenerskem timu seveda delujemo po določenem principu. Prvi princip, ki ga boš razložila, Tatjana, je DIR princip. Tako je. In tukaj se trudimo maksimalno, da skrbimo ena za drugo, če delamo v parih in da demonstriramo vse, kar želimo naučiti svoje udeležence. In če jih želimo naučiti, recimo, kako čim pozitivnejše se izražati jezikovno, potem tudi med nama teče taka komunikacija, ko skupaj recimo z Urško predava, da če Urška nekaj pove in jaz želim nadaljevati, vedno rečem pozitivno ja in hkrati bi rada dodala še to in to. In šele potem, ko naredimo to izkušnjo pred njihovimi očmi, pričakujemo od njih, da se to tudi zgodi. Zaradi česa? Gospa Darja je rekla, da med ostalimi promocija zdravja na delovnem mestu seveda upošteva tudi odnose med ljudmi. In nama kot trenerskem paru je zelo pomembno, da se obe počutiva varno in da veva, da to, kar demonstrirava našim udeležencem, tudi podpira ena drugo. Če slučajno jaz pozabim vsega povedati in pogledam proti Urški, moja reakcija je pozitivnega jezikovnega izražanja je, da rečem Urška, ali bi ti še kaj dodala? Namesto, a sem kaj pozabila? In s tem in sebe in njo spravim v negativno stanje. In seveda tukaj je delo v paru, ko si ga že omenjala, Urška. Kaj pa s tem dobimo? Pri delu v paru na nek način res je v ospredju to, da udeležencem ponudimo dva svetova, dve perspektivi, pa tudi na nek način paleto različnih izkušenj, ki jih imava midve skozi, bom rekla, življenje, skozi izobraževanje in to na nek način demonstrirava tudi pred udeleženci. In ta preplet se nam zdi zelo tak, bom rekla, vreden. In seveda tudi to, kot je že omenila Tatjana, da si na nek način dopolnjujeva, da si včasih tudi dodaja in dopolnjujeva stavke oziroma izkušnje, ki jih imava z določenih področji na isto temo. To je na nek način rekla tudi, da damo nekaj udeležencev, ko delujemo v paru. In se absolutno lahko vsi strinjamo in z izjavo gospoda Mlakarja in s tem, kar je rekla gospod Darja, da treba poskrbeti sami zase. Je pa dobro, zaželeno,
da se počutimo, da nismo same. In jaz vem, da bo zame poskrbela Urška in me bo vprašala, če sem si čaj prinesla. Jaz sem poskrbela za njo med delavnico in vprašala, če si je kavo prinesla. In poglejte to fotografijo, ki me ona drži v naročju na računalniku. Ko so mi zdravniki prepovedali polete zaradi zdravja, veste, da je prva stresna situacija bila, kako bom to zdaj sporočila svojim kolegicam. In samo en klic je bil potreben, da Urška v trenutku, da Bernardo v trenutku, da Carmen v trenutku rečejo, Tatjana, boš z nami. Boš v naših naročjih šla okoli od skupine do skupine, ko bomo predavale in boš z nami. In to je skrb za fizično zdravje, da nikoli nisem sama in da vem, da mi kolegice stojijo ob strani in pomagajo, da sem v dobrem psihičnem in fizičnem stanju. To lahko res poveva, da res, zdaj, ker je bila praksa, da enostavno, in to so tudi zelo dobro sprejeli udeleženci, da sem dejansko nosila Tatjano v naročju, ko so bile vaje, ko smo recimo v skupinah delovali, da je tudi ona slišala in to so na nek način posvojili tako, da so z njo komunicirali na tak način, da so jo še vabili na kosilo, si predstavljate, da je bil računalnik na mizi, ko smo obedovali, tako da so zanimive izkušnje. Potem se tudi pred delavnico, veste, veliko spodbujamo. Mi uporabljamo possibility thinking, ki bi se v prevodu, to je pač proces, ki ga je po raziskavah ugotovila in oblikovala profesorica Anna Kraft iz Anglije, reče možnostno razmišljanje. Pa se ni moglo zgoditi, da bi jaz prišla tudi zdaj na posvet. Pa so takoj kolegice rekle, Tatjana, boš online z nami. Pa danes, Urška, ti si imela eno zadevico. Ja, konkretno je bilo res tako, da prepričana sem, da imate tudi vi otroke oziroma vsaj kakšni, verjetno, ko ste tu in predstavljate si, da vam večer pred takšnim dogodkom zboli otrok. Zdaj, seveda me je stisnilo pri srcu in kmalu ne več, no, ko sem se slišala in s Tatjano in s Bernardo, no, ko smo tukaj na posvetu, da je vse v redu, da imamo A, B, C plan, skratka, a veste, da sem bila spet nazaj v svojem flowu. Tako da to je zelo, zelo pomembno, no, res lahko rečem iz lastne izkušnje, da to ponese na nek način kot nas same, po drugi strani pa to lahko damo tudi svojim udeležencem. In pred delavnico se mi vedno vprašamo, possibility thinking pa možnostno razmišljanje, kaj če bi še to imelo v misli kot plan B, C ali D. In danes smo imeli v misli, da če Urška ne bi prišla pravočasno do Portoroža, bi jaz bila edina online. Zaradi tega je to tako pomembno, da si pomagamo ena drugi, da pridemo v to najboljše psihofizično zdravstveno stanje. Ne samo, da sami skrbimo zase, temveč da vemo, da nismo same. In to počnemo tudi pred delavnico na ta način, da si delimo še nekaj. Kaj pa delimo? Dobre in manj dobre bi lahko rekli v takem pozitivnem jeziku prakse. Tu res nekako damo res poudarek zaradi tega, ker ta širša perspektiva izkušenj od ene in druge zaznav nam veliko pomeni. Naj si bo to v sklopu različnih organizacij oziroma ene branže in različne organizacije oziroma ene organizacije v različnih obdobjih, bom rekla, ko smo različno vključene v to, bom rekla, delavnice oziroma programe. In to deljenje je izjemnega pomena tudi zaradi tega, ker nam da drugo perspektivo tudi, da smo ljudje. Se pravi, da v ospredju je ta občutek, da smo lahko ranljive. Skratka, da smo mi. In vsakič, ko se vprašamo, kako smo še bolj ustvarjalne, se povezujemo in seveda s tem, da si delimo, ko če pogledate tole na desnem kotu spodaj, smo si oblikovali tudi Viber skupino, 4-peresna deteljica, kaj smo 4, in se seveda vsaka stvar, ki se zakomplicira, ponavadi končuje s takimi sporočili, bomo rešili zadevo, bomo našli rešitev. Ker to out of the box razmišljanje, da se vse da, ali pa kot je rekel dr. Pretošek, amo fati, karkoli da se zgodi, bomo iz tega najbolje nekaj naredile, nam pomaga veliko. Pa da ne bi mislili, da se samo ujčkamo in pomagamo in podpiramo. Počnemo še kaj po delavnici. In prvo, kar naredimo, da se odprto pogovorimo o izboljšavah. In se upamo biti ranljive ena do druge. Nama se ni treba posuti s pepelom, veste. Mi se posipamo zlatom.
zlatnim prahom. Uporabljamo, vidite tukaj kratico v angleščini gold model in rečemo, G je goal. In jaz vprašam našo Urška, kaj smo želeli doseči s predstavitvijo strateškega razmišljanja na našem treningu? In Urška odgovori, 5 kompetenc strateškega razmišljanja smo jih želeli naučiti. Potem jaz pogledam Urško pa rečem in Urška povej, kakšen je output, kakšen je izid, a smo to uspeli? In Urška mene direktno pogleda in reče, kaj rečeš Urška ponavadi? Eno smo pa nekako izpustili. In ko jaz ugotovim, da smo 3 kompetence zelo dobro predstavile, podkrepile s primeri, mi je jasno, da 2 pa nisva tako močno razdeljali. In jo vprašam, kaj smo se zdaj naučile? In kaj ti ponavadi rečeš, Urška? Naslednjič bova pozorne na to in seveda eno drugo, bom rekla, podprle tudi, da si dopolniva še ta del. Tako da na nek način gre res skozi v spremljanju in zavedanju in adaptiranju te evalvacije na koncu, kar narediva kot, bom rekla, en tako zadevo, da pozabiva. In takrat si res potem kritični friendship, kritično prijateljstvo, ko je koncept izobraževanja odraslih uporabno. Ja, smo podporne eno do druge, si pa direktno, ko se upamo biti ranljive ena z drugo, povemo, kaj bomo drugič drugače naredili, vsaka od nas. Ja, to je na nek način tudi praksa, kaj bomo izboljšali, kaj bo drugače. In si damo misliti, tudi tak izziv si damo, tudi s podvprašanji, da si damo misliti, izzive, kako lahko naslednjič pri drugih, bom rekla, delavnicah, izobraževanju spremenimo. In seveda tle je zelo, zelo pomembno, tudi skozi mojo lastno izkušnjo, ta psihološka varnost pa zaupanje. Če tega ni, enostavno do tega momenta težko pride. In potem tudi proslavljamo. Urška meni vedno da neki izziv po delavnici, kako bomo proslavljali, da skrbimo za psihofizično zdravje. In tukaj je ena fotografija, ki mi je dala res en izziv, tako da ti boš razložila, kakšen izziv. Jaz sem je pa zaupala, ker če ne bi zaupala, se ne bi šla tega. Zdaj pa povej, kaj si me izvala, da narediva. Ja, sem ti dala res izziv, Tatjana, sem si ga dala tudi sama sebi. Hodile sva bose po zimi, bom rekla, okolici, kjer sva predavale. In sicer sem rekla, da jo izzovem, če si upa iti bosonoga po trati. Seveda je to trajalo nekaj trenutkov, znano je, da je to kot naravna refleksoterapija, da prekrvavi noge, se veste, smo le na neki višini, koliko predavamo, govorimo o čevljih, tudi za, bom rekla, za imunski sistem, pa tudi bolj, bom rekla, živahne so bile potem. Absolutno. Jaz sem razumela, sem bila prožna, sem sprejela in na ta način se podpiramo ena drugo, kot ena res štiriperesna deteljica in skrbimo ena za drugo. Poleg tega, da vemo, da je treba skrbeti zase. Ta timska povezanost pa želimo vam ponuditi kot eno izhodišče. Da bi bili vsi skupaj na področju zagotavljanja psihofizičnega zdravja, prodornosti, prožnosti pri sebi in drugi še uspešnejši, da poleg tega, da skrbimo zase, začnemo razvijati tudi timsko miselnost. In kako bi lahko razvijali najboljše to timsko miselnost? Naša ideja je takšna. Predvsem v ospredju kot kritični prijatelj. Se pravi, da znamo biti tako prijatelj, kot tudi kritik. Potem pa z zaupanjem ena do druge, ker gradimo potem dobre odnose in s tem možnostnim razmišljanjem, kaj bi se še dalo, kaj če še na to pomislimo. In ne nazadnje. S pripadnostjo in skupno identiteto. To nam je na nek način vodilo, da delamo to, kar delamo, da se čutimo poklicane, poslane na ta svet, to, kar delamo, no, tako bom rekla, da čutimo to in predvsem, da imamo podporo, ki jo imamo in negujemo medsebojno. In ko ste slišali ena skupna identiteta na začetku, je Urška povedala, da smo hram znanja, da smo na Gloten Novi hram znanja. In če pogledate to številko, ki je pod imenom Gloten Nove, že 30 let smo hram znanja.
ker se podpiramo timsko. In vemo, da tega ne bi bilo brez vizije ustanoviteljice, tukaj gospa Jelica, tam nekje v občinstvu Jelica, hvala iz srca, ker začetek je bil postavljen tako, da skupna identiteta drži. Imamo hram znanja, mi pa trenerski tim, najožji trenerski tim, imamo pa 4-peresno deteljico. In ker nas je gospa Jelica vzgajala srcem in nas je take zbrala, danes smo sposobni tudi timsko poskrbeti za psihofizično zdravje ena druge. In kot Aristotel pravi, Ga bova malo parafrizirale, in sicer izobraževanje uma brez vzgajanje in negovanje svojega in drugega srca ni izobrazba. Tako da hvala lepa. hvala lepa. Hvala lepa. Kakšno vprašanje iz publike? Malce drugačna tema, vendar zelo, zelo drži, kako pomembno je, da poskrbimo drug za drugega, a ne? Znotraj naših ekip. Vem, da ste že utrujeni, ampak sigurno vas kaj zanima. Res ne. Eno vprašanje mogoče z moje strani, kar mi je pa ostalo, pač tudi flow sem že slišala za to. Zelo pomembno sporočilo mogoče, da flow lahko ustvarimo, a ne? Vaše kratko priporočilo, kako lahko pademo v flow najhitreje možno. Če zdaj na nek način gre v ta proces med nami, dekleti, ko izvajamo te trenerske, oziroma kot trenerski tim ta izobraževanja, si na nek način postavljamo vedno višje izzive, ko začutimo, da je varnost in da smo sposobne. Se pravi, mene Tatjana vse skozi da v ta flow vedno malček, se pravi, poviša to varnost in potem da izziv primeren temu. Prav tako mi med sabo. Tako da se čutimo vedno bolj žive, ker gremo malček čez tisto, kar se pravi, malo večja mera izzivov. Tako, super. Hvala lepa dami, tudi lep pozdrav preko Zooma. Ojoj, pardon, imamo vprašanje. Najprej eno pohvalo za res zanimivo in srce pobožajočo predstavitev, bi jaz rekla, ker je ta kolegialnost, ki ste jo predstavljali in vedve, še prav posebej v takšnem duetu, redkost v današnjem svetu, ki je poln ene tekmovalnosti in ne tako lepih odnosov. Kako ste prišli skupaj v to 4-peresno deteljico, je pa moje vprašanje. Kako ste se našli, ker to je verjetno tudi malce izjemno, ni ravno običaj. Hvala za vprašanje. Kot je rekla Tatjana, tudi omenila, bom rekla, seme, ki je bilo zasejano, je bilo pri naši Jelici. Na nek način, bom rekla, zazna, da da v določeno skupino oziroma v določen tim določene ljudi. Tako da Tatjana, če nas še sliši, ona, pa tudi Bernarda, ki je tudi že nekaj časa, nekako se tudi ustvarja skupnost glotic in še vedno s to miselnostjo se gradi in ustvarja, neguje to skupnost tega, bom rekla, poslanstva, ki ga čutimo. Tako da na nek način pravijo ekipa je seveda odraz vodje, tisto, ki zbere. Tako da mi bi temu tle nekako pritrdile. Mogoče res dodala, ne? Tako nekaj samoumevno, ne? Včasih zdi, ne? Bomo tej skupaj tam kar sodelovali, ne? Da v resnici je pomembno to negovanje nenehno. In se temu posvečati in ja. Ni vedno tako rožnato, tako da bom rekla, smo tudi ljudje pridajo, bom rekla, pa nikoli pa takšne, bom rekla, zadeve nam uvest, da se vedno razumemo, podpiramo, ker to je tisto, kar nas pol, bom rekla, potiska še naprej, više in z drugimi idejami. Hvala lepa. Še kdo morda, da nekoga ne spregledam? Jaz bi samo nekaj dodala. Nisem slišala vprašanja, pa maksimalno zaupam Urški, da je super odgovorila. Je. Evo, tako, hvala lepa. Še en aplavz, prosim.